20 let sobivanja z barkači. Pobratenje rotarice v 3 dežel. Pomanjšan idealni svet. V borbi s plevelom. Fit plesi in pesmi sveta. Glasbe polni večeri. S kolesom do Brona. Lepo pozdravljeni. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali, da je bil soorganizator 6-dnevnega festivala Liki, kar je kratica za ljubiteljstvo, izobraževanje, kulturo in inovatorstvo, ki je potekal v tednu ljubiteljske kulture, tudi društvo Barka. Ta v letošnjem letu beleži 20. obletnico sobivanja z nami. V soboto 20. maja so tako na široko odprli vrata za vse prijatelje, tako v obeh hišah, v Zbiljah in Žejah, kot tudi v delavnicah na Jeprci. Mi smo jih s kamero obiskali v delavnicah, pogovarjali in spomine obujali pa predvsem v prvi hiši, sončni hiši v Zbiljah, kjer je bil naš gostitelj med drugim tudi Stane, eden izmed prvih barkačev. Za začetek izjava prve odgovorne za skupnost Barka Mance Šinko Kastelic, in to po zaključni prireditvi 100 čutov v športni dvorani Medvode, kamor jih je pregnalo slabo vreme. Sicer bi barkači praznovali na Vaškem trgu v Zbiljah, tam, kjer so jih pred več kot 20 leti tako zelo lepo sprejeli. Ko sem gledala naše v tisti prekrasni koreografiji na odru, sem se spomnila enega dneva 20 let nazaj, dobrih 20 let nazaj, ko sem prišla v psihiatrično bolnišnico v Polje in sva se s Slavkom prvič srečala. Slavkom, ki ne govori, takrat so mi rekli, da je tudi gluh, ampak sva se nekako našla in prišla skupaj v prvo hišo, ki je že prvi dan Slavko dal žlice pa vilce na mizo in nam pripravil prostor za kosilo. In prav to soboto je bil Slavko zadolžen za pripravo kosila v prvi hiši skupnosti Barka. Gostitelj pa je bil Stane, sploh prvi barkač. Zdaj poznujemo 20 let Barke, kaj sem jaz takrat posel v prvo hišo in imamo dan prvih orad. In danes nisi zadolžen v lesni delavnici, danes imaš posebno zadolžitev. Kaj počneš? V prvi hiši, da goste pastezam to, kakšno resamo. Tudi moj stol je ozvoni, ker sem ga sam naredil. In fotoaparat je v tvojih rokah? Tudi. Če vemo pa kamero, bi pa tudi nimo. Se mogoče spomniš, kako je bilo takrat 20 let nazaj, vse občutka, kakšen je bil občutek, ko si prišel sem? Takrat smo malo bolj delali, kakor v hiši, ker se ni v hiša fertik, se je mogel postavljati, pometati, beliti, luknje, štemati, pa vse, kaj se je najdel, pa vse službo sem hodil. Pa te bi zdaj vprašala, si kdaj rekel, jaz pa ne bom več tukaj, jaz pa kar grem? Nisem tega rekel. Zakaj? Zato, ker ni bilo potrebe? Ker imam več prijateljev tukaj, kakor na kot. Odgovorna za to hišo je danes Ukrajinka Oksana. Po 4 letih bivanja na ukrajinski Barki se je odločala, na katero barko bi še šla. In ko so bili ob 50. obletnici mednarodne skupnosti Barka na 10-dnevnem obisku v italijanski Barki, so se ob povratku domov ustavili tudi v slovenski Barki v Zbiljah. Sem vedela, da bom tukaj ostala. In to je bilo v septembru. In potem jaz že v decembru prišla sem, tako da 2,5 leta sem tukaj. Kaj vas je prepričalo, da ste rekli, jaz bom tukaj ostala? Neka taka posebna atmosfera, taka družabnost, tudi Slovenija je zelo lepa, majhna skupnost. Ne vem, ko sem prišla v to hišo, to je bila prva hiša, ko sem jaz prišla in jaz sem rekla, jaz želim tukaj biti. Danes imate predpasnik, kakšne zadolžitve imate danes? Danes, kot ponavadi v soboto, mi kuhamo kosilo vsi skupaj, ampak danes je posebna
bi sem rekla, hrana. Danes kuham ukrajinski boršč. Pa se najprej spomnimo nekaterih pomembnih dejstev iz več kot 20-letne zgodovine Barke v naši občini. Sredi leta 1995 je skupnost Barka kupila to še nedokončano hišo v Zbiljah in jo s pomočjo številnih prijateljev in darovalcev uredila za skupno življenje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in njihovih spremljevalcev. Prvi člani skupnosti so se naselili februarja 1997, uradno odprtje pa je bilo septembra istega leta, zato tudi letošnje praznovanje 20-letnice. Danes je v Sončni hiši 6 sprejetih oseb. Oktobra 2004 pa so se naselili še v drugo, mavrično hišo v Žejah, ki so jo kupili leto poprej. Državno koncesijo, kar pomeni stalni vir dohodka za življenje in delo, so za prvo hišo dobili po dobrih 2 letih. Na koncesijo za drugo hišo, v kateri so danes 4 sprejete osebe, pa so čakali 4 leta. Kot nevladna organizacija pa so morali in še morajo za naložbe poskrbeti sami. In leta 2010 so jim prijatelji iz Memmingena v Nemčiji, gre za podjetje Baufic, predstavniki so bili tudi na tokratni slovesnosti, postavili še sodobno ekodelavnico in to po 5 letih čakanja zaradi zapletov z načrtovano obrtno cono na Jeprci. Edina rešitev je bila, da je občinski svet občine Medvode leta 2008 to parcelo izločil iz urejanja z zidalnim načrtom in zanj sprejel prostorsko ureditvene pogoje, ki so društvu omogočili pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred kratkim jim je s pomočjo dobrotnikov, predvsem Rotary kluba Medvode, uspelo kupiti tudi nov kombi. Ko je 20 let, rečete kaj? Za 20 let smo, mislim, da hvaležni za vse to. Ja, mi smo vseeno v osnovi skupnost Barka. Živimo kot skupnost in smo tudi povezani s člani. Formalno pa zaradi slovenske zakonodaje in vsega smo društvo Barka. Financiramo se, večji del se financira iz koncesije, to je približno 3/4 naših stroškov potreb. 1/4 so pa donacije, ki jih zberemo na leto od raznih ljudi, dobrotnikov, tako iz Slovenije kot iz tujine. In v soboto 20. maja so barkači v obeh hišah in tudi v delavnicah na široko odprli svoja vrata vsem sosedom, prijateljem, vsem dobrotnikom, vsem prostovoljcem, ki so kdajkoli sobivali z njimi. Še posebej smo mogoče veseli zelo veliko gostov iz tujine, ki so mogoče bili v preteklosti na Barki, pomagali Barki zdravi. Tako da res ena taka mednarodna mešanica, kar dejansko Barka je. Vse od Nemčije, Hrvaške, Slovaške, Francije. Ukrajine smo ravno kar... Ukrajine, ja, seveda, ja, tako da sigurno sem še katera država pozabil. Zdaj, koliko je članov skupnosti, je težko reči, ker mednje štejemo tudi vse dobrotnike, prijatelje, sorodnike. Zdaj pa, če gledamo, koliko nas je dnevno na Barki, pa lahko rečemo, da nas je dnevno na Barki 18 oseb, 12 spremljevalcev, plus prostovoljci, plus 2 sta še malo bolj pisarniška, ki urejava od organizacije do raznih poročil računovodstva. Sam se je z Barko srečal že kot otrok, kot domačin. Potem so se pota ločila in spet združila. Malo za šalo pade ocena, da je šlo za kuhinjo. Približno 3-4 leta nazaj, ko so aktivno iskali enega asistenta, sicer za pomoč v kuhinji. Sem rekel, v redu, pa da vidimo, kako je še iz teh spominov otroštva, kako bo na Barki. In moram reči, ja, da so se obudili moji otroški spomini in je dejansko tako, kot je bilo 20 let nazaj, eno tako prijetno okolje. Na zaključni prireditvi 100 čutov so se barkači predstavili s kratkimi osebnimi izkaznicami. Ena takih za Marinko se glasi, da postavlja temeljna bivanjska vprašanja in jih vedno znova opominja na smisel obstoja. Bo v nebesih kava s kofeinom. Bomo tam srečni brez konca. Ta čas 20 let je bil poln čudežev, res poln čudežev, posebno zame tista prva leta, seveda, ko smo ustanavljali. Kar me danes napolnjuje najbolj je to, kaj so nam dali, kaj nam dajo osebe s prizadetostjo, ne mi njim, ampak oni nam.
Rotary klub Medvode je eden izmed dobrotnikov skupnosti Barka. Rotarijci pa si v prihodnje obetajo več sodelovanja v mednarodnih projektih in tudi več mednarodnih sredstev. Prvi korak na tej poti je pobratenje s sorodnima kluboma iz turškega Izmirja in nemškega Isenburga. Svečanost ob podpisu listine o pobratenju smo v petek v Pirničah zabeležili tudi z našo kamero. V Sloveniji deluje več kot 40 rotarijskih klubov s 1200 člani in od leta 2011 ima Slovenija tako imenovani samostojni distrikt, katerega od julija lani vodi poslovnež Jože Zadravec iz Medvod. Medvoški rotarijski klub, ustanovljen je bil pred 15 leti, ima 28 članov in 5 članic, kar ga uvršča med večje v Sloveniji. Rotarijski klubi niso dobrodelna združenja, kot denimo Rdeči križ in Karitas, čeprav je njihovo prizadevanje usmerjeno v blaginjo vseh ljudi. V nasprotju s prostozidarji delujejo javno, so neodvisni od političnih in verskih usmeritev, kar pa ne izključuje njihove vernosti in politične aktivnosti. Pridružiti se jim ne more vsak, ki bi to želel, kajti člani se sami odločajo, koga sprejmejo. Rotarijci želijo biti združene izbrane elite, najbolj vplivnih ljudi na svojem poklicnem področju. Od njih se pričakuje, da so dejavni v klubu, poklicu, lokalni skupnosti in tudi mednarodnem okolju, v katerim širijo strpnost med narodi in nudijo konkretno pomoč. Kar 70 udeležencev, med njimi je bilo 10 Turkov iz rotarijskega kluba Mavi Šihir Izmir in 27 Nemcev iz kluba Dreieich Isenburg, to je mesta blizu Frankfurta, se je zbralo na svečanosti o pobratenju v Pirničah. Poslovnež Andrej Istenič, predsednik Rotary klub Medvode, je v podpisu tripartitne pogodbe pojasnil, da s klubom iz Hesna sodelujejo že od leta 2002 in da so prav z njimi pripravljali projekt Blagajana, ki pa je bil na to ustavljen. Zaradi odličnih izkušenj, ki so jih imeli Nemci s turškim klubom iz Izmirja v zadnjih 3 letih, pa so se Medvoščani odločili prijateljsko povezati tudi z njimi. Načelo Rotarija je delovati v lokalnem okolju in razmišlja tudi globalno. Se pravi, deluje lokalno, razmišlja globalno. Turški klub ima dobre povezave z nemškim in je bilo to nekako logično sodelovanje. Zaradi tega, ker če je nekje že neka dobra praksa, nima smisla tople vode odkrivati. Nemci so nekako torej garant za dober turški klub in to nam je v veselje, ker drugače dejansko geografske razdalje so minimalne, danes je svet globalna vas. Mogoče, da bi bilo logistično malo težje z brazilskimi, avstralskimi klubi sodelovati, ampak Turčija je tukaj za vogalom. Rotary klub Medvode je zelo aktiven, je tudi en večjih v Sloveniji, ampak vseeno smo omejeni z številom članov in tudi z donacijami. Veste, da naša dežela se mogoče zdajle majčkeno pobira iz krize, ampak dejstvo je, da kriza je tukaj, potreb je ogromno, denarja pa malo. Imamo zelo uspešne projekte, vsakoletne, tudi letos, pomoč osnovni šoli Preska, pomoč osnovni šoli Medvode, potem pomoč Barki pri nakupu vozila, potem pomoč pri podružnični osnovni šoli Topol za nakup pametne table in tako naprej. Skratka, projektov je veliko in denar hitro skopni. Kazim Dojuran, predsednik Rotary kluba Dreieich Isenburg, je že večkrat obiskal Slovenijo. Njihov klub je sicer pobraten še z 2 nemškima kluboma. From Germany we have 25 people, so we are a delegation of total of 35 people with members, with partners, with children and even parents of members which enjoy this wonderful trip in this wonderful country, which I personally love to come because I do business here also and this is a fantastic place to be. But what values for us is not only the friendship to come and to celebrate here. Rotary as a club is, as you may know, is a service club, one of the oldest service clubs in the world. And what we do is we service above ourselves as a human being. We try to become helpful in the society
to engage ourselves with social projects. So we do the social projects in our own community in Hessen and in our area in Dreieich-Isenburg. We are also very proud about that. And we are also doing this on a European and international basis through Rotary International. Tudi predsednik nemškega kluba, ustanovljen je bil pred 25 leti in ima 40 članov, je omenil, da zaenkrat skupnega družbeno odgovornega projekta Pobrateni klubi še nimajo. Izpostavil je pomen multikulturnega prijateljstva in tolerantnosti v teh težkih časih ter tudi na občutljivost in darežljivost. Sicer pa je sistem utečen. When you have a project, you can introduce other partners from all over the world, Rotarian clubs, and you can ask them to join you for this project. And in the moment when you find this members from other countries, we have a multiplicator, so the budget increases. Also Rotary International through the foundation, they give us additional money, which then we can use for specific projects in the countries. Veliko pozornosti je vzbudila na srečanju rotarijcev Sibel Karakaja, predsednica 60-članskega rotarijskega kluba Mavi Šehir Izmir, ustanovljenega leta 2000, v katerem je kar polovica žensk. Je doktorica znanosti, profesorica na Izmirski univerzi, kjer raziskuje in predava o prehrani. Na vprašanje, kakšne projekte izvajajo oziroma jih imajo v načrtu, je odgovorila, da so družbeno odgovorni, zato organizirajo različne tečaje in izobraževanje za mlade in ženske. Ljudi želijo spodbuditi k branju knjig, zato postavljajo zabojčke s knjigami. Posebno pozornost namenjajo projektu, s katerim bi radi pomagali otrokom z motnjo v duševnem razvoju. Mental disabled children, yes, and they are drawing pictures, and then they produce these pictures as necklace or earrings or something like that. So we plan to establish a website for them in order to sell their products. So we applied a global project and we found partners. In the forthcoming days it will be on and we will manage it. Aladin Demircioglu bo vodenje rotarijskega distrikta v Izmirju prevzel čez 1 leto. Zaprosili smo ga, naj za televizijo Medvode, čeprav odlično govori angleško in je v angleščini potekalo tudi vse druženje in svečanost, pove kaj v turščini. Slovenya'da olmaktan çok mutluyuz. Dostlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Ve ben ve arkadaşlarım ilk defa Slovenya, Ljubljana'ya geldik ve inanılmaz bir görüntü, inanılmaz bir yaşam tarzından çok etkilendik. Nemškega in turškega rotarijca smo vprašali, kako se v lokalnem okolju lotevajo težav, ki jih je prinesla begunska kriza. Bila sta si edina, da bi morali spremeniti svet v bolj humanega in razložila, da se po svojih močeh s projekti trudijo za mir, boljše razmere za vse ljudi. Po besedah turškega rotarijca Aladina Demirciogla je trenutno v njegovi državi 3 milijone Sirijcev. Mnogo od njih ni izobraženih in izučenih. Ker bi v nekaj letih lahko zapadli v kriminal, je zelo pomembno, da dobijo primerno izobrazbo, veščine, priložnost za delo in preživetje. V spomin in opomin, da je v Izmirju našlo zatočišče 400 Sirijcev, so ti nedavno ob finančni pomoči rotarijcev sami sadili drevesa, predvsem bore, in vsako drevo je dobilo ime, enako kot ga ima begunec. Žal še ne teden dni so bile v knjižnici Medvode na ogled nekatere izbrane makete od skupaj več kot 150 upokojenega arhitekta in vrhunskega izdelovalca maket Petra Ogorevca. Nekatere je naredil po naročilu za znanega naročnika, veliko, predvsem edini plavajoči maketi obeh slovenskih vojaških ladij, Triglava in Ankarana, pa za svojo dušo. Prejšnjo sredo je v knjižnici predstavil tudi knjigo 101 maketa.
Peter Ogorelec, precej znan tudi medvoški javnosti, je upokojeni arhitekt in vrhunski maketer, ki je doslej izdelal več kot 150 maket. Arhitektonske, reljefne makete stanovanjskih hiš, poslovnih objektov, idejnih rešitev, urbanističnih zasnov, izkopanin, hribovja, iz različnih materialov. Skratka, precej po naročilu za znanega naročnika. In le peščico od tega je za teden dni dal na ogled v Medvoško knjižnico. Predvsem je ključ to, tiste makete, ki jih imam na razpolago, tiste, ki sem jih uspel dobiti na posodo od tem, katerim so bile narejene in predane. Ključ je bil pa ta, da sem dal par posebnih maket, ki so tako značilne po nekih prikazih. Potem mislim, da sta 2 makete značilne tudi za ta medvoški konc, to je Brinox pa Graše. To je bil, kakšnega posebnega ključa ni. Je pa to približno 1/15 maket, ki sem jih jaz naredil, je zdaj tukaj na tej razstavi. Nekatere arhitekturne zamisli so bile dejansko uresničene, spet druge pa so ostale zgolj v miniaturni izvedbi ali pa še to ne več. Ja, zelo lepa maketa je bila Izola, celotno naselje. Od tega ni čist nič realiziranega, ker so bili krajani pa njihova civilna iniciativa in to so bili tako proti, da je vse skupaj propadlo. Je bila pa ena lepa zasnova mišljena, tudi namazdala Marisa. Kaj pa v Medvodah mogoče? V Medvodah pa pravzaprav, ja, v Medvodah je bila pa tista medvoška maketa, ki pa zdaj verjetno po novih variantah razvoja Medvod ne bo prišla v poštev. Če vi pogledate kot arhitekt na Medvode, kakšno maketo bi sedaj v tem trenutku naredili? Res ne vem. Medvode so tako težke za urbanistično rešiti, da če bi ne bilo tako težko, kot je, bi bilo najbrž že marsikaj narejenega. Plus tega je še privatna lastnina, pa vse tako naprej, tako da za Medvode je res težko narediti en plan razvoja. Med temi nikoli dejansko uresničenimi je tudi maketa Medvode 2000, ki jo je povozil čas in nove urbanistične rešitve za mesto. Ogorelec še vedno namesto na računalniške prikaze stavi na makete, saj te, tako pravi, edine lahko naročniku pričarajo neko podobo v prostoru in času. Razlog, zakaj se je lansko leto odločil izdati še knjigo z naslovom 101 maketa, pa je preprost: ohraniti vsaj spomin na ta del tehnične kulturne dediščine. Že sicer je razočaran, da nekatere inštitucije, pa tudi naročniki maket, le-te ne znajo ceniti. Zato nemalokrat pristanejo kje pozabljene v kletnem prostoru. Cel življenje, ko sem tole delal, sem slike spravljal od teh maket in tako naprej. Potem so me pa začeli kolegi, daj narediti nekaj objavito, pa ne mej to tako, ne. Da sem se potem le odločil, zdaj, ko sem imel malo časa, da to pogledam, pobrskam. Tudi veliko podjetij, ki so makete naročili, je šlo v stečaj in sem kar nekaj maket od njih dobil nazaj. Meni so jih dali, so rekli, ti si jih naredil, da jih me, pa ne vem kaj. Sem mislil, da bo šle v arhitekturni muzej, pa niso zainteresirani, ker pa je, da niso ta najbolj ta pravi avtorji, arhitekti in tako naprej. No, potem sem jaz imel tega nekaj doma in sem se odločil to knjigo skupaj spraviti. Na koncu je to moje, rekel, torej življenjsko hobi delo, ne, poleg službe. In sem rekel, če to nam skupaj spravi, se nam neč o tem vel, bo to vse razvodenel, bo šlo po svoje. Na srečo je, poleg glavnih izdajateljev knjige Zveze za tehnično kulturo Slovenije, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturo, pridobil še kar nekaj donatorjev, predvsem z medvoškega konca, ki so finančno pomagali pri izvedbi projekta, kot je knjiga, zbornik fotografij. Je dragocen pripomoček za vse tiste, ki se podajo na pota tehničnega ustvarjanja in natančnega upodabljanja objektov v pomanjšanem merilu. Mladim pa izziv za udejstvovanje na področjih, ki spodbujajo razvijanje ročnih spretnosti. Imate toliko in toliko maket, katera vam je bila najljubša, v katero ste vložili mogoče največ energije, dela, časa? Tiste, ki bi mi bila res najljubša, jo ni več.
Je pa to maketa reljefna za Opatijo ali pa za Veliko planino. Je bila približno 1,5 m v kvadrat velika, narejena iz milimetrskih plasti plute, komplet cel reljef pogorja Velike planine ali pa Medveja dol v Opatiji. To so bile makete, ki so bile enkratne. Najbolj pri srcu pa so mu seveda tiste makete, ki so nastale zgolj iz lastnega užitka. Prvi in edini doslej je izdelal maketi obeh slovenskih vojaških ladij, ki sta delujoči, torej ploveta po vodi. To so pa ladje, pa prav nalaž samo moj čisti hobi užitek. No, to so pa najbolj, na te sem pa najbolj vesel, poseben Triglava. Edina maketa, ki je te ladje in zdaj se zanimajo, kako bi prišli do nje. In kako bodo prišli do nje? Težko, če bojo zbrali dovolj denarja. Že vejo, da je to precej, ampak pravijo, da bojo. Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in ekološka kmetija Prčrnec Vrja sta nas in seveda predvsem kmetovalce v petek dopoldan povabila na Pirniško polje, na prikaz delovanja preciznega česala Treflar. Če poenostavimo, na prikaz odgovora, kako se znebiti ali vsaj uravnavati plevel na poljih žit in okopanin brez uporabe herbicidov, kot se za ekološko kmetijstvo spodobi. Če rečemo ekološka kmetija, potem vemo sledeče. Ekološki kmetovalci vsi dobro vejo, da morajo prva stvar, ki jo morajo upoštevati, je zdravo seme in dober kolobar. Se pravi, morajo imeti veliko različnih rastlin v različnih letih na isti površini. Potem morajo pa seveda vedeti tudi, katera sredstva, kako se boriti proti boleznim in plevelom. Zopet na ekološki način. To so česala, to so uporaba raznih drugih pripomočkov in seveda pripravkov za varstvo rastlin oziroma za krepitev rastlin, ki so v ekološki pridelavi dovoljeni. In tokratni prikaz preciznega česala Treflar je bil namenjen predvsem slednjemu, torej odgovoru na vprašanje, kako na ekološki kmetiji brez uporabe herbicidov odstranjevati oziroma vsaj uravnavati plevel, da ta ne bo konkuriral kulturnim rastlinam, ali preprosteje, kako na kmetiji nadomestiti nekdaj veliko število delovnih rok z motiko v roki. To pomeni, da moramo imeti stroje, ki bojo plevel, ki prvič z ustrezno samo tehnologijo stroja omogočajo poljenje plevela ali pa ga odrežejo v primeru okopavanja. Tu pri česalih predvsem razčesajo, pomeni, da ga izpolijo. Po drugi strani se pa moramo ob uporabi stroja tudi naučiti, kako delati. To pomeni, da delamo dovoljkrat, da je plevel majhen, ko ga izpolimo, kulturne rastline so pač dalje večje in ostanejo v zemlji, da je prava vlaga, da se bo plevel posušil, ko ga izpolimo, da istočasno razbijemo skorjo, da ne poškodujemo tudi samo vožnjo teh samih kulturnih rastlin. Pred izbiro strojev za mehansko uravnavanje plevelov predlaga, da si kmetovalci pridobijo informacije in tudi izkušnje ostalih lastnikov. Mene stroj prepriča, ko sam z njim delam, 14 dni, 3 tedne. Jaz osebno sem ta stroj že enkrat preizkusil na eni drugi kmetiji v posevkih zelja in za te posevke in tudi za posevke, kot smo danes videli, krompir sicer kot demonstracijski primer, medtem kot fižol, ki je v začetni rasti, ta stroj gotovo ima svoje mesto v tej pridelavi. Ostale kmetovalce je v uporabo specialnega česala Treflar tokrat prepričeval eden izmed lastnikov in uporabnikov stroja. Vaše izkušnje so? Moje izkušnje na tem so zelo dobre. V bistvu gre za dve stvari. Eno je mehansko zatiranje plevelov, to je pač s tem se sooča vsak ekološki kmetovalec, ker vsa kemija je prepovedana in hvala Bogu, da je temu tako. Druga stvar je pa, da danes v bistvu predstavljamo eno novost, to je precizno česalo, ki ga je razvil en ekološki kmetovalec v Nemčiji in pomeni, da se lahko uporablja v vseh kulturah, v vrtninah, v žitih, seveda v travah. Njegova lastnost je, da se z patentiranim opetjem teh žbic izjemno dobro prilagaja terenu, da ima fino nastavitev od 200 gramov do 5000 gramov, kar omogoča to, kar sem prej omenil, uporabo v vseh kulturah in to zelo uspešno. Potrebno je le redna uporaba, tedensko, seveda prilagajati se tudi v vremenu in pa kulturi in pa izkušnje povejo svoje, ker kot pri vsaki stvari izkušnje in delo gresta skupaj.
Poleg mehanskega uravnavanja plevelov sta bila prikazana še 2 ekološka načina odstranjevanja plevelov, ki se jih lahko poslužujejo tudi vrtičkarji. Poleg motike seveda, kis za vlaganje in ogenj. Kis je zelo zanimiv, ker je to absoluten herbicid, po domače povedano, se pravi uniči tako rekoč vse rastline. Ogenj pa, se pravi plin, plinska jeklenka, pa seveda potem tale požigalec, pa tudi lokalno plevele, ki jih želimo uničiti, ali pa vse, če gremo med tlakovci. Mi recimo to uporabljamo za med tlakovci, kis oziroma kisa ne med tlakovci, zato ker uniči seveda bo tlakovci uničil, ker to kisli kamen razžira, medtem ko ogenj pa brez težav tudi na dvorišču. Primož Ulaga, poznamo ga predvsem kot uspešnega skakalca, pa je zbranim na tokratnem prikazu predstavil tudi organsko mineralno gnojilo bioguano iz iztrebkov netopirjev kot koncentrirani naravni nadomestek za kemična umetna gnojila. Tokratni prikaz uravnavanja plevelov na ekološki način je potekal na njivi, kjer so Čebaškovi posadili krompir, fižol, lan in riček. Ja, tukaj za nami je njiva, kjer smo več kultur posadili, med njimi tudi riček. To je v bistvu rastlina, starodavna rastlina, malce že pozabljena, tako kot tudi konoplja in pa lan. To je rastlina, s katero se predeluje totrovo olje, se imenuje, to je predvsem poznano na Koroškem in to je olje z zelo širokim diapazonom učinkovin na telo za zdravje, se pravi učinkuje predvsem preventivno. Na ekološki kmetiji Prčrnet imajo že sicer pestro paleto pridelkov, pšenico, piro, ovs, ječmen, rž, kamut, konopljo, lan, ajdo, proso in temu primerno celo paleto biomlevnih in biopekarskih izdelkov, brezglutenskih izdelkov ter olj. Tokrat so med drugim postregli z doma spečenim kruhom in biohrenovkami. Tu imamo vso paleto, ki jo danes človek potrebuje za zdravo prehrano. Kajti največ, kar lahko in najmanj, kar lahko naredi človek za svoje zdravje, je, da se zdravo prehranjuje, da se zmerno prehranjuje in seveda pestro prehranjuje. Če je nekdaj veljalo, da na kmetiji Prčrnet prevladuje predvsem živinoreja, se danes ponašajo predvsem s svojo celovitostjo. Je kompletna, se pravi kompletna po starodavnih načelih in principih kmetovanja, se pravi mora biti živina, da imamo gnoj, potem mora biti žita, da imamo moko, da se preživimo, a ne? In seveda tudi les, pri nas uporabljamo lesno biomaso, ne uporabljamo nobenih fosilnih goriv. Tako da v bistvu je to kmetija z zaključenim krogom, bi temu rekel. In seveda, če poznate ta znak za ekološko, to gre za v bistvu naravno kroženje procesov v naravi. Kot pravi Čebašek, je vesel, da se zavest o pomenu doma pridelane in predelane hrane v Sloveniji in tudi v Medvodah krepi. Še vedno pa je razočaran, da ni našla pravega mesta v naših javnih zavodih. Zaveda se, da Medvode niso samooskrbne, pa vendarle bi se dalo s pametno kmetijsko politiko tudi na občinski ravni narediti več. Moja filozofija ali pa videnje tega sistema je, če že občina daje subvencije, potem ne subvencionira kmete v smeri, da bojo hrano pridelovali in predelovali in jo ponudili našim potrošnikom, našim občanom in seveda tudi javnim zavodom. In mislim, da je to res ima en smisel, cel krog je zopet zaključen, tako kot v ekološkem kmetovanju. Razlog, da ni več domače hrane na jedilnikih javnih zavodov, vidi v sistemu javnih naročil, ne pa v dejstvu, da je ekološko pridelana hrana morda dražja. Jaz osebno sem poslušal po občini, kako je ekološka hrana, se pravi po teh zavodih od intendantov in vseh skupaj, kako je draga hrana. In sem naredil akcijo, sem rekel, jaz pa ne bom problem in sem ponudil jim ceno enako, kot jo imajo drugi dobavitelji. Sem rekel, ni problema, vi povejte ceno, vendar zanimivo, ne boste verjeli, ni odziva. Zelo trdno se branijo uvajati domačo, ekološko in pa tudi konvencionalno domačo hrano, ki je neprimerno boljša že zaradi tega, ker vemo, od kod prihaja. Prejšnji torek, 23. maja, se je v športni dvorani Medvode odvila zaključna prireditev Fit plesi in pesmi ljudstev sveta, na kateri je svoje plesno znanje in poznavanje kultur sveta, iztekajočega se vrtčevskega leta, predstavilo več kot 500 otrok druge starostne stopnje iz 24 skupin
vseh 7 enot vrtca Medvode. Z njimi je zaplesala in zapela tudi ambasadorka FIT Slovenije Nuša Derenda. Za pester program zaključne prireditve z naslovom FIT plesi in pesmi ljudstva sveta je poskrbela direktorica mednarodnega projekta FIT Slovenija Barbara Konda s pomočjo svojih sodelavk, vzgojiteljic, otrok in ambasadorke FIT Slovenije Nuše Derende, ki je poskrbela za živo glasbeno kuliso prireditve. Po 7 letih spet ena taka sklepna zaključna prireditev. Vemo, da je to ogromno dela, ogromno priprave, ogromno neke volje in motivacije tako strokovnih delavcev kot otrok in vemo tudi, da je to velik zalogaj za vse nas in tudi organizacijsko, kar se tiče rezervacije dvorane, razvoza otrok, tako da je to si štejemo kot velik uspeh, da se je vse potekalo zelo gladko in se moramo res zahvaliti tudi mednarodnemu projektu FIT Slovenija, ki je res aktivno sodeloval in bil vključen tukaj zraven. Mednarodni projekt FIT Slovenija z geslom Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja je projekt promocije gibalne oziroma športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader osnovnih šol in vrtcev. V Sloveniji se je uveljavil leta 1998, danes pa je vanj permanentno vključenih 54 slovenskih vrtcev in 67 osnovnih šol. Sam projekt je v vrtcih in šolah integriran v redne programe, tako da so ti dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, spol, starost ali socialni položaj. Skozi celoten program skrbimo za zdrav psihofizični razvoj vseh otrok, torej ne glede na njihove sposobnosti. Izbrana tema je pa tema, ki pravzaprav razvija zavedanje multikulturalnosti in v bistvu prepleta različna učna področja. Kar pomeni, da mi smo se z gibanjem učili seveda tudi plesnih korakov, spoznavali kulture, kjer so ti plesi tudi doma. Medtem, ko smo spoznavali kulture, smo jih seveda različne kulture primerjali s Slovenijo in seveda primerjali naše vrednote z drugimi, se urili v slovenskem jeziku in nazadnje seveda matematika. Brez matematike celotne zgodbe pravzaprav ne bi bilo. Vadbeni programi upoštevajo FIT načela. Od načela igre kot osnovne metode dela, kakovosti, gibanja, postopnosti, zaporedja in cikla, zmernosti, do načel pestrosti, zabave, timskega dela, kar je osnova, da se otroci razvijajo v zdrave, samostojne in pozitivno naravnane osebnosti. Vzgojitelji in učitelji z otroki sodelujejo, jih učijo in ne trenirajo. Na tak način oba pridobita in dozorevata tekom procesa učenja. Te prireditve, tega kova, to niso prireditve, ki jih delamo zaradi prireditve same, ampak so posledica našega dolgoletnega dela. Tako da ni trend prireditev v ospredju, ampak predvsem je trend, da otroku damo čim več znotraj pedagoškega procesa in vlečemo tiste pozitivne vzorce za življenje. Absolutno pa prireditev da še tisti pečat, tisto energijo za celo življenje, ne samo otrokom, ampak tudi njihovim staršem. Cilj projekta je otrokom omogočiti, da spoznavajo svoje gibalne sposobnosti in te razvijajo, da se poveča kakovost in količina gibalno-športne aktivnosti, da otroci postopno spoznavajo osnove prvin različnih športnih zvrsti, da se naučijo, da je redna gibalna športna aktivnost življenjski slog in neobveznost, da med seboj sodelujejo in se spoštujejo tudi v različnosti. In ne nazadnje, da se pozitivni vzorec prenaša ne le na otroke, ampak tudi njihove starše. Projekt FIT Slovenija pa je le en od številnih, v katere se vključuje Vrtec Medvode. Vrtec Medvode je vključen tudi v mednarodni projekt Erasmus+, prav tako v Fit for Kid, ki je prav tako mednarodni projekt financiran iz Evropskega sklada. Potem smo seveda vključeni v turistične korake, že vsa leta, 10 let smo že. Zdravje v vrtcu, pasovček, veliko vsega se dogaja v vrtcu na dnevni ravni tudi sicer. Vrtec Medvode je prepoznavan tako v Medvodah, kot tudi na območju Slovenije. Tudi sama se aktivno vključujem v vse pore slovenskega življenja. Tako da res smo prepoznavni, kjerkoli boste omenili Vrtec Medvode, nas poznajo, mi smo med večjimi vrtci v Sloveniji uspešni pri svojem delu in se tudi lepo promoviramo navzven. In spodbudna novica za vse starše, ki čakajo na vključitev svojega malčka v Vrtec Medvode, že 3. leto zapored bo dovolj prostora za vse.
V okviru festivala Liki sta potekala tudi 2 koncerta. Koncert glasbene šole Franca Šturma v Kulturnem domu Medvode, drugo leto zapored v tako obsežni in kvalitetni obliki, in koncert Godbe Medvode, s katerim se je letošnje festivalsko dogajanje tudi zaključilo. Na koncertu glasbene šole Franca Šturma v Kulturnem domu Medvode se je tokrat predstavilo 16 učencev, predvsem tisti, ki so v letošnjem šolskem letu dosegli vidne uspehe in so učenci Medvoške podružnice. Namen današnjega koncerta v Kulturnem domu Medvode je bil, da se predstavijo naši najboljši učenci, ki so v tem šolskem letu dosegli izjemne rezultate na različnih tekmovanjih, kot ste slišali, in je prav, da tudi medvoško občinstvo to sliši, izve in tudi spremlja razvoj teh mladih, talentiranih glasbenikov. Med uspešnejšimi je tudi Martin Belušič iz Sure, ki je nedavno prejel drugo nagrado na mednarodnem tekmovanju v Varaždinu. Pripravil sem se tako, kot na ostale tekmovanja, sem vadil ene skladbe že od začetka leta, ene sem dobil šele pol decembra. Igral sem 3 skladbe, pa vadim 2 uri na dan, edin tako 3 dni pred tekmovanjem, pa tudi več vadim na dan. Pa res čisto vse do konca izdelam. Tako zdaj nameravam končati nižjo glasbeno šolo, pa upam, da bom šel tudi na konzervatorij. Sam po poklicu pa nisem siguren, če bom pianist, ker me tudi kemija dosti zanima. Lahko da bo sam kot prosti čas klavir, lahko pa da bom tudi kaj bolj zares. Ampak me pa zelo veseli. Kot še pravi Martin, doma ne vadi zgolj predpisanih skladb, ampak tudi skladbe po svojem izboru. Doslej je napisal tudi 4 krajše lastne skladbe. Njegov učitelj in mentor je Andrej Goričar, ki je bil eden izmed 11 učiteljev, ki so pripravili učence na tokratni koncert. Ja, učenci so zelo različni in tudi jaz jih zelo različno gledam. Vsakega s svojimi očmi bi rekel. Eni pri nekaterih osnovno, kar menimo v učenju, je to, da se jaz od njih učim. In če se pri učenju sam učiš, najboljš učiš. Nekako verjamem v to, da če si kot učitelj prepričan v to, da učenec zna, potem tudi učenec to začuti. In ko začuti, da res zna, ko je prepričan vase, takrat potem tudi ponavadi trema odpade, vsaj tista škodljiva ali pa omejujoča trema. Martin je zelo sposoben učenec, tako da je tudi že zelo uspešen, priden, je talentiran, glasbeno talentiran in tudi muzikalen, tako da ima vse možnosti, da če bo pridno delu, seveda talent je zdaj samo en delček, vedno več bo samo en delček talent, vedno več je tisti delež, ki je potreben, je delo, talent je pa na začetku velik delež, pa vedno manjši, ampak kljub vsemu pa brez tega ne gre. Glasbena šola Franca Šturma ima v svojem sestavu matično šolo z dislocirano enoto in 5 podružnic, ki se nahajajo na območju mestne občine Ljubljana in občine Medvode. Tokrat so se torej predstavili predvsem nagrajeni učenci Medvoške podružnice, ki ima v stekajočem se šolskem letu 123 učencev. Včasih so bile res tendence, da bi se Medvoška šola osamosvojila, zato je imela premalo učencev, vendar ima pa šola v okviru velike šole, glasbene šole Franca Šturma, veliko možnosti, da učenci, otroci dobijo tisto, česar v majhni šoli pa ne bi mogli. To je sodelovanje v naših odličnih orkestrih, godalnih orkestrih, pihalnih orkestrih in vse te možnosti za razvoj in za izboljševanje glasbenega znanja, glasbenih sposobnosti, za pridobivanje različnih izkušenj, zlasti v skupinskem pouku, pri orkestrih. To je zelo pomembno in to je tisto, kar ponuja velika šola, kot je glasbena šola Franca Šturma. Godba Medvode je torej s krajšim koncertom zaključila festivalsko obdobje v tednu vseživljenjskega učenja in tednu ljubiteljske kulture. Hkrati je bil koncert tudi napoved za tradicionalni večer filmske glasbe, ki še ni minil brez prisotnosti vidno pomlajene medvoške godbe, ki jo vodi dirigent Damir Pfeiffer. Se pravi, to, da so mladi se pridružili godbi, to je velika zasluga predvsem dirigenta, ki jih pritegne, ki jih zna prepričati, da pridejo.
Verjetno tudi samo delo, pač, če mladi slišijo, se potem pridružijo, ker hočejo biti del dobre stvari. Zdaj, kako je dirigent prilagodil program, ne bi mogla reči, ker mi smo ta program pripravljali že takoj po novoletnem koncertu, smo ga pa mogoče malo tako priredili, da je pač v 3 sklopih, da so malo raznolike skladbe, da se tudi pokaže, kaj zmoremo konec koncev. Tako da je pač raznolika glasba. Nekatere skladbe smo že kdaj igrali, pa smo jih obnovili, nekatere smo pa čisto na novo naštudirali. Program torej raznolik in vidno všečen, tako domačim obiskovalcem kot številnim gostom iz tujine, ki so prišli na praznovanje 20-letnice sobivanja s skupnostjo Barka. V petek 19. maja je mešani pevski zbor Smleški žarek v dvorani Kulturnega doma Smlednik priredil tradicionalni spomladanski koncert slovenskih ljudskih pesmi. Koncert je bil del Vseslovenskega tedna ljubiteljske kulture, z njim pa so člani zbora ponovno dokazali, da jim je petje res v veselje. Res mi pojemo iz srca. To je naše zadnje, to se pravi 3. življenjsko obdobje, če se tako vzame. Mi smo svoje dodelali, da pa še malo za našo dušo pojemo. In res pojemo iz srca, veseli smo, tudi smo zelo veseli, da smo dobili takega zborovodja, da živi z nami, dela za nas in pa zelo smo veseli, no, rade pojemo. Tudi zbor pesmi na tokratnem spomladanskem koncertu je bil izbran glede na sposobnosti in želje članov zbora, saj je šlo za pesmi, ki so ponarodele. Mi smo starejši in starejši nimamo več takih visokih glasov, smo bolj že na nižini in pojemo samo zato take ljudske, ki grejo v ušesa, ki so naše, ki jih imamo radi in ni treba, da bi jih pozabili, da jih še zmeraj uživljamo in da grejo z našim potomcem naprej. Na odru se jim je pridružil ansambel Taktik, ki je tudi poskrbel za dobro voljo z nekaj dobro znanimi narodno-zabavnimi vižami. O prireditvi pa je bila na ogled tudi razstava ročnih del smleških kleklaric. Mi imamo več krožkov, imamo krožek Zvedave punce, ki polstimo, ki smo se v soboto predstavili, danes smo predstavili pa še kleklarice, ker je prav, one že tudi 3 ali 4 leta delajo in je prav, da se jih pokaže, kaj ustvarjajo, ker to je tudi nekje en hobi. Da imajo poslušalci radi to vrstno glasbo, je dokaz veliko obiskovalcev koncerta, kot tudi precejšnje število nastopov zbora. Enega prihodnjih se še posebej veselijo. Kot gosti Škofa Urana bodo 17. avgusta zapeli med mašo v znani romarski cerkvi 3 narodov na Svetih Višarjah v Italiji. Tako bodo lepe slovenske pesmi zvenele romarjem 3 dežel. Znani so tudi rezultati razpisa za sofinanciranje kulturne dejavnosti in kulturnih projektov po pravilniku, ki še edini v vsej svoji zgodovini ni bil spremenjen. Novi, ki ga je pripravila Občinska kulturna zveza, usklajena z vsemi društvi razen Godbe Medvode, je obtičal nekje v občinski upravi in v potrditev občinskemu svetu še ni prišel. Kakorkoli, delno zadovoljni z letošnjim razpisom so najbolj v Kudu Perniče, preprosto zato, ker niso ponovno izpadli iz sofinanciranja. Manj zadovoljni pa najbrž prav v Godbi Medvode, saj je znesek sofinanciranja glede na potrebe, ki jih godba ima, da dobro zveni in vadi toliko kot mora, spet mizerno nizek. Ta konec tedna pa se obeta še eno festivalno dogajanje, tokrat z naslovom Medvode v gibanju. Uvod v festivalsko dogajanje so bila že današnja predavanja v športni dvorani Medvode. Predstavili so državni program Svit in svetovali o preventivi mladega športnika na poti k uspehu in po njem. In se posvetili vlogi staršev pri vzgoji otroka v športu. Torej od danes pa vse do nedelje se bo v naši občini odvijal še en festival Medvode v gibanju, s katerim želi organizator, to je Javni zavod Sotočje, skupaj s številnimi društvi, ustanovami in posamezniki povečati ponudbo množičnih športno-rekreativnih prireditev in turizem. No, absolutno je zelo v prid turizmu, če toliko različnih društev, organizacij, posameznikov skupaj stopi za en tak projekt. Torej, glede na to, da je res angažiranih skoraj da pol Medvod in da se vabi regijsko zelo veliko število ljudi, je to za turizem zelo dobro. In
Kje pa še posebej stopita skupaj šport in turizem? Ja, ravno pri teku. Tek je en glavnih faktorjev Medvoškega festivala, torej nočni tek. In dober tek bomo rekli vsem tistim, ki se bodo udeležili kulinaričnih tržnic oziroma kulinarične tržnice Okusi Sotočja, ki smo jo ravno za ta namen pripravili. V soboto popoldne se namreč obeta nekaj podobnega, kot je odprta kuhinja. No, lahko rečemo, da nekako podpiramo idejo, ki jo je že nekaj časa nazaj začel peljati Jezeršek oziroma Hiša kulinarike, ko so rekli, na naših prireditvah pa ne bo čevapčičev in ostalih južnih specialitet. In nekako smo letos si zadali nalogo, da sami izberemo tiste ključne sestavine oziroma tiste, ki bi jih mi želeli imeti na kulinarični tržnici, in to so mogoče vsaj en del tistih medvoških najboljših. Osrednji dogodek bo sicer sobotni nočni tek, poleg številnih aktivnosti pa tudi 3 kolesarsko obarvane. Jutrišnji kolesarski kriterij Medvod v skladu s pravili Mednarodne in Slovenske kolesarske zveze po samem centru Medvod, sobotna prvič organizirana parakolesarska dirka in nedeljski kolesarski vzpon na Katarino. No, in ko smo že pri kolesarjenju, ne gre spregledati velikih uspehov našega občana Andreja Žavbija, člana TUŠ tima. Prejšnji konec tedna je postal državni prvak na cestni dirki v Pesnici, to je že njegova 5. zaporedna zmaga, tako da ima v tej sezoni na cestnih dirkah vse možne točke. Ta konec tedna pa je blestel še na mednarodni kolesarski tekmi v Albiju v Franciji. V petek je bil 7. v kronometru, v nedeljo pa je v težkih razmerah, vročina preko 30 stopinj, na zahtevni progi s številnimi padci osvojil bron. Glavni namen odhoda v Francijo je bil spoznati progo in se kvalificirati na svetovno prvenstvo masterjev in amaterjev, ki bo avgusta potekalo prav tu. Cilj pa je bil več kot dosežen. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 4 prometne nesreče. V Vašah se je poškodovala kolesarka, na Osovniku pa so obravnavali prometno nesrečo s hudo poškodbo enega udeleženca. Poročajo pa še, da bodo zoper voznika vložili kazensko ovadbo. Na Senici se je prav tako zgodila nesreča s telesno poškodbo. Vzrok pa je bilo izsiljevanje prednosti v križišču. Zaradi nepravilnega vključevanja v promet pa je počilo tudi v Vikrčah. Tatovi so bili tokrat skromni. Drzno tatvino so izvršili v Dragočani, v Smledniku se jim vlom v avtomobil ni posrečil, nekdo pa je v Vikrčah ukradel kolo. Zaradi javnih prireditev ta konec tedna vas policisti pozivajo, da upoštevajte spremenjeno prometno signalizacijo in navodila organizatorjev in policije. Policisti bodo do 11. junija poostreno nadzirali psihofizično stanje udeležencev v prometu. Prav tako napovedujejo ponedeljkov poostren nadzor hitrosti voznikov z radarjem. Zaradi drznih tatvin in vlomov pa ponovno opozarjajo na previdnost. Ne nasedajte neznancem, ki sprašujejo ali ponujajo različne usluge, predvsem pa ne zapuščajte stanovanja, ne da bi ga prej zaklenili za sabo. Če boste videli karkoli sumljivega, o tem obvestite policijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Kaj naj rečemo za konec? Dober tek, pa naj si bo to na prvem nočnem teku ali pa dober tek na Medvoški odprti kuhinji. Na snidanje. V primeru zdravstvenih